Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o čakrah. Govorili bomo pa o prvi in drugi čakri, zato ker sta prva in druga čakra najbolj pomembni za preživetje. Prva in druga čakra stimulirata oziroma dvigujeta življenjsko energijo. Zdaj pa najprej lepo po vrsti. Tisti, ki imate že knjigo, ko imajo hormoni žur, sem tukaj takoj na začetku na strani 13 pisala o tem. In sicer prva ali korenska čakra je v povezavi, se pravi pod prvo, je tik na koncu hrbtenice, v osnovi prav na koncu trtice. Po drugi strani je pa druga čakra pa točno nasproti, zdaj če tole tako povežemo, je pa spolna čakra. Prav rdečo, oranžne barve sta te dve čakri in sicer na kaj vplivata? Vplivata na zmožnost preživetja. Vemo, da spolna energija je tista, ki kreira novo življenje. In sploh tisti, ki imajo zapacano prvo čakro, drugo čakro, ne morejo narediti koraka naprej, ne naredijo koraka naprej, lahko samo govorijo, pa ne naredijo nič, obtičijo, bolijo jih noge. Poleg tega pa, ne samo, da jih bolijo noge, jaz imam tukaj izpiske, ker to je zdaj že gradivo za naslednjo knjigo, imajo težave s kronično utrujenostjo, slabokrvnostjo, bolečine v križu, artritis, revmatoizem, potem psihične težave, nespečnost, seksualne težave, tako pri ženskah kot pri moških, težave z mišicami, predvsem šibko srce, šibke mišice, pešanje mišic in težave z občutkom vročine in ali neprestanega hladu. Se pravi, tudi pri ženskah te ženske valunge so povezane s prvo, drugo čakro. No, zdaj pa rekli smo, prazni te dve čakri strah. Strah pred preživetjem, prav to dom, družina, služba, denar, prav te fizične zadeve. Treba je biti tukaj na zemlji preživeti. To je prva čakra, druga čakra. Druga zadeva pa lahko jo pa polnimo in polnimo jo pa, veste s čim? Z radostjo, da živiš, z radostjo do življenja, s tem, da gremo na sprehod, da hodimo, da kolesarimo, da plešemo, da hodimo v hribe, ampak ne tako, da dušo zraven spustiš, ampak tako, da hodiš, da si, ampak bolj je ta občutek radosti pomemben, občutek, srečna sem, da živim, srečna sem, da sem tukaj, da sem zdaj, zaupam v proces življenja. To krepi prvo in drugo čakro. Zdaj pa naslednja stvar, pomembno je tudi, kako razmišljam. Razmišljanje blokirajo, za vse sem sama, jaz sem žrtev, se pravi občutek krivde, jeze, predvsem pa strahu. To blokira. No in zdaj poglejmo prav tiste pozitivne trditve, ki vam bodo pa pomagale za predvsem prvo čakro, ki je povezana s preživetjem. Dovoljujem, da se moje finančno stanje izboljša. Sprejemam vse izobilje tega sveta. Zaupam, da sem v božanskem vodstvu. Zaupam, da se vse ureja v najvišje dobro vseh. Zmorem odpustiti nadzor in se predati vodstvu. Zaupam toku življenja in pogumno plavam v toku življenja. Vse, kar mora priti v moje življenje, prihaja samo in brez napora. Sprejemam, odprite dlani, sprejemam. In zdaj prav tukaj, ker je ta čakra povezana z gibanjem, stopanjem, ja, mi lahko meditiramo, da se usedemo in meditiramo. To je ena stvar. Druga stvar obstaja, se pravi, to je sede. Obstaja meditacija v leže. In jaz delam meditacijo v leže, a veste kdaj? Takrat, ko si spustim kristalne sfere, ko poslušam. Druga stvar pa zjutraj, ko se prebujam. Dovolim, da se počasi prebujam in da predvsem, da usrkam sporočilo sanj. Sanje nam nosijo sporočila, sploh čez večer, prosite vaše vodnike, prosim za vodstvo, kaj je potrebno narediti. In tista misel, ki ti gre skozi možgane, ko ti gre skozi možgane, naredi to. Naredite to, pokličite tistega, ne naprej že razmišljati, ne pa se ne bo, pa se brez veze, pa se nimam, pa se ne da. To je že to je zavestni ampak zjutraj pa dobivamo direktna sporočila iz podzavesti ali pa naših vodnikov
Zato je tako pomembno, zapišite si to in naredite to, kar dobite sporočilo. Naslednja taka misel, ki vam bo pomagala, dovoljujem, da vse, kar dajem, se mi pomnoženo povrne. Moje življenje je blagoslovljeno z obiljem. In ko hodite zdaj pa ta meditacija, ko hodite, pojdite sami. Jaz vem, da imate radi vašega kuža, da imate radi vaše otroke, jaz vem, da imate radi vašega partnerja, jaz vem, da imate radi cel svet. Ampak takrat, ko pa delamo to meditacijo, ko hodimo, pejte sami in ne razmišljati o tem, kaj je težko, česa se ne da, ampak ko hodite, vi začnete ustvarjati, korakate proti svoji svetli bodočnosti. Začnite si predstavljati, kako bo to življenje, kjer boste korakali, kako bo, ko boste za roko držali tega vašega idealnega partnerja, kako bo, ko boste imeli dovolj denarja, kako bo, ko boste imeli idealno službo ali pa ko boste imeli svoj posel, ko boste svobodni, ko boste ustvarjalno delali to in boste bogato plačani za to, kar delate. Glejte, mi v Sloveniji imamo en velik izziv in to je, veste kaj, da imamo v glavi program, da smo majhni, da se nič ne da, slovenski jezik ne govori niti 2 milijona ljudi. To je čista resnica. Kdo nas pa razume? Jaz vem, da imam problem zaradi tega, ker ne govorim tekoče angleško. Jaz govorim angleško, ampak premalo dobro, da bi lahko imela predavanje v angleščini. Ampak, zdaj vam pa spet nekaj pokažem. Jaz imam tukaj knjigo, nemško, ko imajo hormoni žur z naslovom Wenn Hormone Party machen. A mislite, da jaz govorim nemško? Ne. Pojma nimam od nemščine. V osnovi ne znam niti prebrati podnaslova. Vem, da hormoni ne znam. In kaj zdaj? A to pomeni, da jaz ne morem imeti nemške knjige? Glejte, imam jo. In a veste naprej čudeži, ki se dogajajo. Dobila sem 4 leta nazaj idejo, jaz bom imela nemško knjigo. In sem našla prevajalko in gospa Damjana mi je prevedla knjigo. In poglejte, in je nastal v nemščini in sem našla, zdaj spet se pravi, ni vedno ta prvi človek tistega, na katerega naletiš, da je ta prav. Ta prvi sem našla eno gospo, ki niso zlaufale skupaj energije, a veste, tisti moj občutek imela energijo kot Gestapo, pač ni šlo. In potem govorim z mojo prijateljico Katarino in rekla je, pa Minka, sem vedela, da je to ne šlo, da ti dam drugo prijateljico. In mi dala kontakt od Elizabete. Elizabeta živi v Stuttgartu, je moj nemški glas in govori tekoče nemško in ona se komunicira z nemškimi založbami in vse. In zdaj se ravno dogovarjamo, da gre v en velik katalog in da gre knjiga na 50.000 naslovov. Dajte pomisliti, jaz, ki ne znam nemško, ki nimam pojma v nemščini, knjiga je v nemščini. In tudi verjamem, ko bo čas zrel, bo prišel založnik angleški, se bo zgodil. Jaz zaupam v ta proces in ne razmišljam, jaz nimam, ne morem, ne znam. No in glih danes sem z eno gospo govorila in rekla, toliko sem potovala po svetu in rekla, mi Slovenci imamo res probleme. Ja, res jih imamo. Zato, ker prvo je, če bi fušarija gorela, ne bi rabili drv, to je ena stvar. Drugo, program, ki ga imamo, da smo majčkani, pa se nič ne da. Naslednji program je, da so vsi boljši kot mi in tako naprej. Zdaj pa poglejmo. Ta večji program, počiste to, kar vas zadržuje. Začnite si govoriti, dovoljujem si sijati vsej svoji veličini. No in zdaj pa en program, ki ga imajo mnogi ljudje, pa to, denar človeka pokvari. Pa ga ne, veste? Denar samo da reflektor na to, kar ti si. No in s to gospo danes sva govorila o tem, kako pač pozna ljudi, s katerimi jaz sodelujem in določene je pokvaril denar. No in zdaj kaj? Je rekla, zakaj posel ne napreduje. Se rekla, zato ker na vodstvu so ljudje, ki so dali denar pred to poslanstvo, da pomagamo ljudem.
In vedno, ko daš denar na prvo mesto in služiš temu denarju, zgrešiš pot, zgrešiš cilj. Če imaš pa na prvem mestu, da si tukaj na tem svetu, da pomagaš ljudem, ko imaš več denarja, lahko še več ljudem pomagaš. A je to tako? Medtem ko ljudje, ki pa dajo na prvo mesto denar, jih pa dobesedno denar iz njih pokaže samo to, kar so. Če so bili prej pokvarjeni, ja, potem denar pokaže, da pa oni smrdijo, da so se pokvarili, da, a veste, tako pokvarjena zadeva vsaka smrdi, pokvarjeno gnilo jajce res smrdi. Tako da v glavnem počiste te zapise, da smo majhni, da se ne da, da kdo pa kupu, vse tega se res ne da. In začnite slediti tej svoji ideji in boste videli, stvarstvo nas podpira. Vedno, ko si upamo stopiti na to pot svojega poslanstva. Še eno stvar, kar moram zdaj povedati, je to prodati. Mnogi imajo v svoji podzavesti, prodaja je prostitucija, prodaja je kurbarija. Če se bom izpostavila, bom vidna in bom kaznovana. Jaz verjamem v to, da so programi iz preteklih življenj. Verjamem, da mnogi izmed vas ste bili v preteklih življenjih, ste zgoreli na grmadah in zdaj ne upate izstopati. In mnogi izmed vas ste bili kaznovani zato, ker ste upali povedati, kar imate za povedati. In zdaj je bolj varno, da ste tukaj v Sloveniji in da ne naredite nič, da ste majčkeni, pokorni, ker je bolj varen biti v majhni Sloveniji, ker v nasprotnem primeru te lahko kdo vidi. No, zato dajmo počistiti te programe in si dovolite zasijati vsej svoji veličini. Zato, ker vi ste boginja, ste Bog na tej zemlji, ki ustvarja novo zemljo. No, in to je vaše poslanstvo. Imejte se radi in delajte na tem, da počiste to, kar vas zadržuje, da boste zmogli iti naprej.